Gospa Irena Murnc, vodja izpostave Ajpes Trbovlje, kako komentirate stanje zasavskega gospodarstva? V bistvu trend rasti tega neto pozitivnega poslovnega izida zasavskega gospodarstva se je sicer ustavil. Stopnje rasti v zadnjih 2-3 letih so bile kar precej visoke in so bili rezultati zelo ugodni. Zasavske družbe so sicer zmanjšale neto pozitivni poslovni izid, ampak še vedno ocenjujemo, da ne gre za veliko poslabšanje, ker še vedno so ugotovile 65 milijonov evrov neto pozitivnega poslovnega izida, čeprav je bil ta kar v bistvu 38% manjši. Ohranile so število zaposlenih, je pa res, da so ustvarile tudi manj prihodkov in manj neto dodane vrednosti kot v letu poprej. Omenili ste, da so se zmanjšali prihodki predvsem v predelovalni in informacijsko-komunikacijski dejavnosti. Kaj botruje zmanjšanju ravno na teh dveh področjih? Največ so se v bistvu prihodki zmanjšali v področju informacijskih in komunikacijskih dejavnosti za 12%, pa potem tudi v področju predelovalnih za 9%. Gre za manjši obseg poslovanja v preteklem letu. Po drugi strani pa tudi v bistvu so se pa odhodki povečali, predvsem na račun stroškov plač, kar je privedlo do tega, da je bil neto poslovni izid potem v tej meri manjši kot v preteklih letih. Katera večja podjetja najbolj vplivajo na statistične podatke, na rezultate poslovanja? Se pravi, v zasavski regiji je samo 6 velikih družb, če jih mogoče naštejem kar Trgograd Litija, TKI Hrastnik, Predilnica Litija Holding, DV Soft, ETI, Steklarna Hrastnik in to je to. V bistvu teh 6 velikih družb ima skoraj polovico vseh zaposlenih in tudi ustvari v bistvu 40% vseh prihodkov v regiji. In v bistvu dejansko ta padec prihodkov teh velikih družb je kar precej vplival na končne rezultate poslovanja zasavskih družb. Namreč velike družbe so ugotovile kar 10% manj prihodkov kot v letu poprej, medtem ko na primer majhne, srednje so nekako ohranile obseg prihodkov, najbolj pa so prihodke povečale mikrodružbe. Mikrodružbe v bistvu ponavadi niso tako zelo vplivale na poslovanje, jih je pa največ, v bistvu kar 892 je mikrodružb, večina v bistvu. Kakšen odstotek Zasavcev je samozaposlenih v primerjavi z Zasavci, ki delajo za druge? Samozaposlenih je 2464 samostojnih podjetnikov. Dejansko to so podjetniki, ki so vpisani v poslovni register Slovenije. Od tega jih letno poročilo predlaga približno polovica, namreč le polovica je zavezancev za predložitev letnih poročil, ostali pa so tako imenovani normiranci, ki ugotavljajo, so obdavčeni na podlagi dobička, na podlagi normiranih odhodkov. Pogoj za normiran espe so tudi nižji prihodki. Kje si lahko podjetniki poiščejo pomoč? Vemo namreč, da so prispevki precej visoki v primerjavi z zaslužki, sploh pri začetnikih. Zdaj tako, v bistvu so podlage za to, kdo je lahko tako imenovani normiranec. Ta merila so se zdaj spremenila v začetku leta in so še nekoliko strožja, kot so bila v predhodnih letih. Je pa tako, v bistvu, da podjetniki, ki se prvič registrirajo, imajo določene olajšave pri prispevkih, v drugem letu pa so te olajšave ravno tako, samo v nekoliko manjši meri. Na tiskovni konferenci ste omenili, da veliko podjetnikov pozabi oziroma ne ve, da morajo oddajati poročila. So kje na enem mestu zbrani podatki o vsem, kar morajo podjetniki oddajati na mesečni, letni ravni? V bistvu na našem spletnem portalu je kar precej teh informacij, ker mi smo tudi pristojni za zbiranje in obdelovanje letnih poročil
prav tako smo tudi registrski organ za samostojne podjetnike. Tako da v bistvu informacije dobijo že podjetniki, ki pridejo na našo vstopno točko spot in jim že tam v bistvu postrežemo z vsemi informacijami, ki so potrebni tako za registracijo samostojnega podjetnika, kot tudi v bistvu oddamo tudi davčne podatke na FURS, prijave v obvezna zavarovanja in jih pa tudi seznanimo, če so pač zavezanci, če ne bojo normiranci, jih seznanimo tudi z obveznostjo predložitve letnih poročil.